Spoštovani, danes smo tukaj zbrani na zborovanju v obrambo Slovenije. Vse mine. Nobena država, nobena skupnost, nobena občina ne obstaja brez ljudi. Iz Slovenije se v zadnjih letih izseli skoraj toliko ljudi, kot se jih rodi. Cela generacija, vsako leto. To je uničevanje Slovenije. O vzrokih za to, da spregovorimo o vzrokih za to, pravzaprav težko najdemo bolj simbolično mesto, kot je tole. Zdaj tam za vami je slovenski parlament, malo naprej drog, na katerega smo pred 25 leti prvič dvignili slovensko zastavo. Zdaj tukaj zraven je pa stolpnica Nove Ljubljanske banke. Da bi se zavedali vzrokov, o katerih govorim, bi tamle pravzaprav na mesto stolpnice morala zvijati velika jama, ponikalnica. Preko Nove Ljubljanske banke so vam v zadnjih 20 letih iz žepov pokradli več denarja, kot ga letno Slovenija zbere v proračunu. 80 milijard evrov. Pred 3 leti, ko je ta druga bančna luknja v naši generaciji, v danes živeči generaciji postala očitna, prej se dolgo časa skrivali, je imela Slovenija na voljo poceni evropski denar za sanacijo slovenskih bank. Naša vlada se je pogajala za ta denar, Evropa je od nas zahtevala reforme, ki so tako ali tako potrebne. Potem so našo vlado ovrgli, rekli so, sami bomo zmogli. In so te milijarde za drugo bančno luknjo obesili na naš skupen račun. Posledica tega je, da danes vsako leto Slovenci damo za obresti za te dolgove več, kot znaša denar, ki ga pridobimo od gospodarske rasti. Zato ni denarja za vlaganje v gospodarstvo, za pomoč malim in srednjim podjetjem, za stanovanja, za perspektivo mlade generacije. In zato se mladi izseljujejo. Na ta način se Slovenija načrtno uničuje. Zdaj to vlada, ki jo imamo, tega ne počne zavestno, ker je nesposobna, ampak tisti, ki so to vlado postavili, so vedeli, kaj postavljajo, in ti niso nesposobni. To delajo načrtno. Iz Slovenije se izganja ljudi, ki lahko predstavljajo krepitev srednjega razreda, krepitev svobodne, samostojne, kritične miselnosti, ljudi, ki bi tukaj zasnovali mala, kasneje srednja podjetja, ljudi, ki bi predstavljali neko normalno sidro vsake demokratične družbe, ki je urejena po načelih in principih svobode in parlamentarne demokracije. Pravzaprav to ni nič novega. Že po drugi svetovni vojni so njihovi politični predniki počeli enako. Vse tiste, ki jih niso pobili ali kako drugače uničili, so izganjali iz države in danes je po vseh kontinentih tega sveta ogromno naših rojakov in njihovih potomcev. Torej, Slovenija se uničuje načrtno. Hkrati pa se izkorišča ta migrantska kriza, o kateri so dobro govorili tudi moji predhodniki, zato da se okrepi njihovo volilno telo. Preko Slovenije je šlo v zadnjem letu več kot 500 milijona ilegalnih migrantov. Med njimi so bili ženske in otroci, se pravi ranljive skupine, ki jim je potrebno pomagati.
Sloveniji nihče ne more očitati, da ni solidarna. Poleg tega, kar smo Slovenci izkazali skozi zgodovino, o čemer je prej govoril akademik Kos, lahko spomin pošljemo nazaj 20-23 let. Jaz sem bil takrat na čelu resorja, ki je skrbel za 70 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine. Za 70 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine. Smo Slovenci, 2 milijona Slovencev, skrbeli sami, brez mednarodne pomoči. Danes poslušamo, da 10-milijonska Grčija kolapsira, ker ima 40 tisoč beguncev. In je cela Evropa na nogah. Torej Slovencem nihče ne more očitati, da ne vidijo nesreče drugih in da niso pripravljeni pomagati. Ampak ena je solidarnost, druga je pa lažna solidarnost. Med temi 500 tisoč in več ilegalnimi migranti, ki so šli čez Slovenijo, je daleč največja kategorija mladih za boj sposobnih moških, ne žensk in otrok. Med njimi, kot je zdaj dokazano, so bili tudi teroristi, ki sejejo smrt po Evropi. 2 državi Evropske unije, članice šengenskega območja, sta povzročili ta problem. Prva je Grčija, druga je Slovenija. Šengenska meja je padla na 2 točkah. Ena je žal v Sloveniji. Tukaj se izpostavlja ne samo politična, ampak tudi kazenska odgovornost za to. In izpostavlja se tudi moralna odgovornost. Zato, ker se je v Evropo spustilo na 100 tisoč ekonomskih migrantov, danes ni prostora za tiste, ženske in otroke, ki čakajo pred mejami, ki so dejansko potrebni pomoči, pa jo ne bodo dobili, ker ni več prostora. To je lažna solidarnost. To je lažna solidarnost, ki jo treba tudi odkrito poimenovati. Lažna solidarnost je tudi to, da se propagira politika na široko odprtih vrat v Evropo. Še 2 leti takšne politike, pa bo Evropa postala natančno takšen kraj, kot so tisti, iz katerih bežijo ljudje, ki bi danes radi v Evropo. Če hočemo pomagati ne samo sebi, ampak tudi tistim, ki živijo okrog nas, na robovih Sredozemlja, na robovih Evrope, in ki vidijo Evropo kot obljubljeno deželo, potem mora Evropa ostati močna, enotna, varna in gospodarsko uspešna. To, kar govorimo danes in za kar danes zborujemo, ni samo zborovanje v obrambo Slovenije, ampak tudi zborovanje v obrambo Evrope. Ne glede na vse zamere, ne glede na številne slabe poteze evropskih voditeljev, še posebej v zadnjem času, je Evropska unija v tem času, v tem zgodovinskem času in prostoru za Slovence daleč najbolj ugodno okolje, kot smo ga kadarkoli imeli v zgodovini. Če Evropska unija razpade, bo razpadla na nekaj velikih močnih držav, okrog njih pa bo nekaj majhnih vazalnih državic in nobenega govora ne bo niti o enakopravnosti, kaj šele o kakšni enakovrednosti. Torej branimo tudi Evropo. Danes države, ki so stopile v Evropo pred dobrim desetletjem, vedo, kaj se brani na evropskih mejah, in ta nova Evropa je upanje, bom rekel, za celoten kontinent. To, kar se dogaja pa v Sloveniji, pa zasluži vso našo pozornost. To, da se mlado generacijo načrtno izganja iz Slovenije, da po drugi strani propagatorji titoistične levice, tudi poslanci v tem parlamentu, odkrito govorijo o tem, da mora Slovenija sprejeti od 50 do 200 tisoč novih državljanov. Glejte,
To je uničevanje Slovenije. Slovenija ni brez slovenske kulture, Slovenija ni brez slovenskega jezika, Slovenija ni brez vsega tega, o čemer je prej govoril gospod akademik Janko Kos, in seveda Slovenija ni brez Slovencev. Zato smo danes na neki najbolj občutljivi točki po osamosvojitvi, paradoksalno ravno v letu, ko obhajamo 25. obletnico, naš srebrni jubilej, ko zdaj ne gre več za neke razlike med legitimno levico pa legitimno desnico, pa med vlado in vladno koalicijo in opozicijo, ampak gre enostavno za razlikovanje med tistimi, ki imamo Slovenijo radi, in med tistimi, ki pravijo, da jim minuta dobrega filma pomeni več kot celo Slovenijo. To je ta ločnica, ki se je potrebno zavedati, s katero se je potrebno ukvarjati, ki se je potrebno tudi zoperstaviti. Zato danes zborujemo. Zborujemo v obrambo Slovenije, zborujemo tudi v obrambo tistih, ki so se pred 25 leti odzvali klicu nove slovenske države in so jo branili. Danes pa morajo hoditi na zagovor na sodišče. V zadnjem letu smo dočakali nekaj viškov absurda. Slovenska sodišča so oprostila agresorje, ki so sejali smrt in razdejanje pred 25 leti. Hkrati pa sodijo generala Toneta Krkoviča, ki je pred 26 leti videl, kako iz skladišča teritorialne obrambe odvažajo orožje, in je vprašal takratnega poveljnika občinskega štaba v Kočevju, ja, kaj pa počnete? Pa mu je ta dejal, bolje, da orožje vzame JLA, kot da ga dobi Janša. Slovenijo so razorožili Slovenci po ukazu jugoslovanskega generalštaba, in ravno tisti, ki so Slovenijo razoroževali, danes Sloveniji vladajo. Sloveniji vladajo tisti, resnično vladajo, kar ne pomeni, da sedijo v vladnih prostorih, ampak resnično vladajo tisti, ki jim Slovenija, samostojna Slovenija, nikoli ni bila njihova intimna opcija. Zaradi tega danes po 25 letih, odkar smo spustili staro komunistično in dvignili novo slovensko zastavo na tisti drog, danes po 25 letih, ko za Slovenijo uradno Jugoslavije ni več, v Sloveniji še vedno obstaja jugoslovansko sodstvo, ki sodi po jugoslovanskih zakonih, in obstaja totalna oblast, ki ste jo prej zelo slikovito poimenovali s pravim imenom, udbomafija. Zdaj, naslednji tedni, naslednji meseci in naslednja leta bodo pokazali, ali smo v Sloveniji v teh zadnjih 25 letih izdelali, ali je slovenska družba, slovenski narod, slovenska demokracija izdelala dovolj protiteles proti tem boleznim,
in kam bo šel razvoj. Zdaj, glede na to, da nam ni vseeno, glede na to, da nas je tukaj zbralo veliko, mislim, da smo lahko, tako kot je dejal Tone Kuntner, optimisti. Zdaj, te bolezni bomo pozdravili, Slovenija bo šla naprej in prelomno točko boste videli tisti trenutek, ko iz te države ne bo s trebuhom za kruhom odhajal nihče več. To je naš cilj. To je naš cilj, danes borujemo za to, da naredimo vse, da ta trenutek pride čim prej. Prelomna točka, ki bo prinesla tudi potrebne inštrumente, ki jih vsaka demokracija zagotavlja za takšne reformne korake, pa je reforma še enega področja, ki se še vedno obnaša tako kot jugoslovansko sodstvo, 25 let potem, ko Jugoslavije ni več, to pa je slovenska medijska scena. Eden od očetov Ustave Združenih držav, Thomas Jefferson, je dejal, kako naj demokracija deluje, če ljudje ne poznajo resnice. Če ljudje ne poznajo resnice, demokracija ne deluje. Če ljudje ne poznajo resnice, lahko udbomafija 3 tedne pred volitvami ustanovi novo stranko in ta zmaga na volitvah. In to se lahko ponavlja iz mandata v mandat. Zaradi tega je pot k spremembam, ki bodo zagotovile blagostanje za vse v tej državi in preprečile, da se bodo mladi izseljevali. Prelomna točka, ključna stvar na poti do te spremembe je to, da se odprejo vrata resnici. Da bodo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani te države, pa tudi okolje okrog nas, dejansko vedeli, kaj se v tej državi dogaja. Da ne bomo sedeli cele dneve na sejah v tisti stavbi, predstavljali argumente, in vsi tisti 100 tisoči, ki slučajno ne gledajo TV prenosa, če seveda je, potem zvečer od tega izvedo en stavek, pa še ta je napačen, tako da se človek vpraša, ali je dejansko bil na takšni seji. Torej, tega se je potrebno zavedati. Vsaka sprememba se začne s tem, ko se zavemo problema, ko se zavemo, kaj so vzroki za ta problem in ko ta problem poimenujemo s pravim imenom. Še takrat, ko problem dobi pravo ime, se spremembe pravzaprav začnejo. Torej, naredimo vse v prihodnjih tednih, mesecih in letih za to, da bodo vrata v samostojni Sloveniji resnici na široko odprta. Hvala vsem, ki ste se danes zbrali. Kot že rečeno, smo v času in še bolj prihajajo časi, ko je potrebno sodelovanje vseh, ki imamo Slovenijo radi, ki vemo, kaj Slovenija je, ki vemo, kaj si želimo, da bi Slovenija bila v prihodnosti za naše otroke in vnuke in ki smo za to pripravljeni tudi nekaj storiti. Pred 25 leti smo Slovenijo osamosvojili, zdaj pa je čas, da jo tudi osvobodimo. Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji! Svoboda Sloveniji!